ker slika nosi pomen kot beseda, bom začela svojo predstavitev z likovno sliko oljčnega drevesa. V svojem predavanju bom v bistvu predstavila projekt Objem in nekaj zanimivih ugotovitev, ki smo jih pridobili z zajemom podatkov v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. Najenostavnejše je povedati, da v bistvu projekt Objem sledi enemu glavnemu cilju, ki je dvig ravni bralne pismenosti po celi vertikali izobraževanja od vrtcev do srednje šole. Oljčno drevo na platnu je pa po moji presoji dobra prispodoba za naš projekt. Začnimo pri koreninah. Ministrstvo za šolstvo je pripravil razpis, na katero se je Zavod za šolstvo prijavil skupaj 64 konzorcijskimi partnerji ter pridobil ta projekt. Za ukoreninjenje drevesa je bila potrebna rodovitna in trda zemlja, ki hrani drevo. Zemlja, ki je in še napaja drevo, so člani ožjega tima, ki se skrivajo za imeni Nina, Mihela, Karmen, Darinka, Mira, Romana, Liljana, Nives, Marija in Vlado, ker namreč za vsako opravljeno aktivnostjo projekta je vedno ožji tim tisti, ki idejo premisli, razvije in jo implementira. Drevo drevesa so v bistvu naši deblo drevesa, so naši vzgojno-izobraževalni zavodi, ki z nami sodelujejo, in pa še nekaj gradniki, ki smo jih oblikovali v našem projektu. 4 veje predstavljajo naše 4 področja delovanja, in sicer mi delujemo na 4 področjih: bralna pismenost in razvoj slovenščine, potem diagnostični pripomočki, šolska knjižnica in pa slovenščina kot drugi jezik. 5. veja je pa tista, ki je povezovalna in je namenjena participativnemu vodenju, ker je eden izmed ciljev projekta tudi v tem, da se spremenijo vloge vseh sodelujočih v projektu. Vsak vrtec ali šola je izbrala enega od teh 4 področij in oblikovali so operativni načrt ter posledično v akcijskih krogih iščejo odgovore na njihova raziskovalna vprašanja. S tem, da preizkušajo in razvijajo didaktične pristope. Iz velikih vej rastejo majhne vejice, to so strokovni delavci, ki sodelujejo z nami, medtem ko so listi drevesa otroci, učenci in dijaki. Kar je najpomembnejše, je to, da lepoto drevesu dajo ravno listi, ki so pa različnih barv in velikosti. In zato, da bodo drevo krasili listi, si v projektu posebej prizadevamo, da vse, kar razvijamo, se dotakne ravno njih, torej, da bodo učinki projekta prepoznani pri učečih. Naj sedaj samo še predstavim področja našega projekta, zato ker vsako področje ima ob koncu tudi določen rezultat projekta. Tako v bistvu področje bralna pismenost in razvoj slovenščine pripravlja model, ki bo spodbujal dvig ravni bralne pismenosti. Slovenščina kot drugi jezik pripravlja model posodobljene vloge oziroma drugačne vloge slovenščine kot drugega jezika. V diagnostičnih pripomočkih oblikujemo diagnostične pripomočke za predšolsko obdobje in pa za 5. in 8. razred, in pa v posodobljeni vlogi šolske knjižnice iščemo načine, kako integrirati šolsko knjižnico v vse procese, ki potekajo pri pouku. Kaj počne vrtec oziroma šola, ki sodeluje z nami v projektu? Razvija in preizkuša pristope, v katere uvajajo gradnike. Vsi gradniki se razvijajo v povezavi s cilji in področji vseh predmetov in vsak gradnik se razvija kot celota. Mi smo v našem projektu opredelili 9 gradnikov bralne pismenosti, zato ker smo želeli preseči razmišljanje, da je bralna pismenost enako branje, in pa zato, ker bi želeli, da vsi strokovni delavci, ki z nami sodelujejo, vidijo, kaj vse spodbuja in razvija bralno pismenost. Tako smo mi opredelili gradnike govor, motiviranost za branje, razumevanje koncepta bralnega gradiva, kjer bi posebej izpostavila, da delamo tukaj na branju multimodalnih besedil, kjer gre ravno za to, kar sem v začetku povedala. Ozaveščamo učitelje, da je slika ravno tako pomembna, ki nosi ravno tako
je ravno tako pomembna kot tudi besedilo, saj tudi ona nosi sporočilo. Potem 4. gladnik je glasovno zavedanje, besedišče, tekoče branje, razumevanje besedil, odziv na besedilo in tvorjenje besedil in pa kritično branje. Zdaj, če bi morda izpostavila eno izmed gradnikov, kateremu smo namenili res veliko pozornosti, to so besedišče, ker namreč besedišče se razvija pri vseh predmetih, predvsem to strokovno besedišče predmetov, in pa veliko smo namenili tudi odzivu na besedilo in tvorjenje besedil, zato ker vse raziskave nam kažejo, da namreč naši učenci in dijaki na tem področju niso uspešni, tako da v bistvu temu posvečamo posebno pozornost. Kaj počnejo zdaj učitelji in vzgojitelji, ki z nami sodelujejo? V bistvu oni v obrazce, ki smo jih oblikovali v projektu, načrtujejo dejavnosti za dvig oziroma za dvig ravni bralne pismenosti. To pomeni, da načrtujejo cilje, opredeljujejo namene dejavnosti, kjer se ves čas sprašujemo, čemu smo izbrali eno dejavnost, in pa v zapisu, ob koncu zapišejo tudi konkretizacijo gradnikov, s tem, da napišejo opis gradnika in s čim bodo učenci, otroci in dijaki to dokazali. Vse te primere potem oni nalagajo v spletno učilnico. Naša spletna učilnica je kar živ organizem, kjer se v bistvu nalagajo ti primeri, ki jih potem ostale šole lahko tudi preizkusijo. Pa preidimo sedaj počasi na to, za kar smo se danes zbrali. Verjetno vas zanimajo ugotovitve, ki smo jih pridobili v naši analizi oziroma evalvaciji. Predtem bi pa želela povedati naslednje, da naše zanimanje je v velikem delu usmerjeno v to, da nas zanima, na kakšen način vrtec in šola ustvarja pogoje, da bi se zgodilo dvoje, in sicer, da spodbuja učence in otroke, dijake, da razvijajo trajen interes do branja, in po drugi strani, da spodbuja branje kot sredstvo za učenje. Ker namreč to sta tudi dve pomembni sestavini našega projekta. Evalvacija projekta merjenje splošnih kompetenc in kompetence 21. stoletja je potekala v osnovni, srednji šoli in v vrtcih. V osnovni in srednji šoli imamo tako odgovore učencev in dijakov kot učiteljev in ravnateljev, medtem ko v vrtcu imamo pa samo vzgojiteljev in ravnateljev. Jaz vam bom danes v nadaljevanju predstavila samo rezultate, ki smo jih pridobili v osnovni in srednji šoli. Namen je v bistvu bil, da z evalvacijskim vprašalnikom pridobimo čim več podatkov o splošnih kompetencah in predvsem za spremljanje razvoja dviga ravni pismenosti. In moram povedati še, da za prvo vzgojno-izobraževalno obdobje je bil v bistvu vprašalnik za učence prilagojen. Vprašalniki za učence so vsebovali 3 področja, torej motiviranost za šolsko delo, motiviranost za branje in dejavnosti med poukom, ki razvijajo bralno pismenost. Vprašalnik za učitelje je imel 5 področij: motiviranost učencev za šolsko delo, motiviranost učencev za branje, dejavnosti med poukom, odnos do branja in sodelovanje, in pa vprašalnik za ravnatelje vseboval 4 področja: motiviranost učencev za branje, odnos do branja in pa sodelovanje. Ocene učencev in zaznave učiteljev glede motiviranosti učencev za šolsko delo se v povprečju v bistvu veliko ne razlikujejo. Tisto pa, kar bi bilo za povedati, je tole, da so v celoti učitelje nižje ocenili motiviranost za šolsko delo, kot to izkazujejo podatki, ki smo jih pridobili z učenci. Do največjih razlik med samoocenami učencev in predstavami učiteljev pa prihaja ravno na postavki Radi se učijo iz učbenika. Kar pomeni, da v bistvu je to ena izmed prvih zanimivih ugotovitev, ki jo bom potem kasneje tudi še malo pokomentirala. Za motiviranost v srednji šoli
Je pa med ocenami dijakov in zaznave učiteljev glede motiviranosti za šolsko delo se v povprečju razlikujejo manj kot v osnovni šoli. Učitelji dobro zaznavajo motivacijo dijakov za šolsko delo, pri čemer nekoliko podcenjujejo motiviranost dijakov za učenje iz učbenikov. Enako se ponovi tudi kot v osnovni šoli. Opaziti je pa tudi mogoče, da se povprečna motiviranost za šolsko delo ne razlikuje bistveno med posameznimi letniki, vendar se dijaki z večino trditev o šolskem delu le delno strinjajo. Če pogledamo še primerjalno med osnovno in srednjo šolo o motiviranosti za šolsko delo, lahko opazimo, da so v osnovni šoli med deklicami in dečki večje razlike kot v srednji šoli, ker namreč naredili smo v analizi tudi oziroma v evalvaciji tudi primerjavo med učenci in učenkami. Tisto pa, kar nam ta tabela sporoča, je pa tole, da se motivirano za šolsko delo med osnovno in srednjo šolo bistveno spremeni. Evalvacija projekta, s katerim smo merili motiviranost učencev za branje, je pokazala, da v bistvu je razlika med učenci, med ocenami učencev in učiteljev velika pri postavki uživanje v branju, berejo stvari, ki jih sami izberejo, in pa radi berejo stvari, ki jih silijo k razmišljanju. Kar pomeni, da učenci sporočajo, da radi berejo stvari, ki si jih sami izberejo, kar pomeni, da je vredno premišljati o tem, kako v dejavnostih pri svojem poučevanju ponujam priložnosti, da si lahko sami učenci izberejo bralno gradivo, in pa še nekaj, radi berejo tudi stvari, ki jih silijo k razmišljanju, v kar pa učitelji niso prepričani, da je temu tako. Potem naslednja stvar je pa še motiviranost dijakov za branje v srednji šoli. Enako kot v osnovni šoli se je pokazalo, da tudi v srednji šoli dijaki radi berejo stvari, ki si jih sami izberejo. Sporočajo tudi, da uživajo v branju, radi berejo zato, da izvedo stvari, ki bi se jih sami radi naučili, in ponavadi dobro berejo. To je pa presenetljivo visoka ocena v primerjavi s tem, kar učitelji mislijo o branju dijakov. Zanimiv je tudi vpogled v razlike med dečki in deklicami v osnovni in srednji šoli v motiviranosti za branje. Opazimo lahko, da učenke v povprečju poročajo o nekoliko višji motiviranosti za branje kot učenci, in učenke se v povprečju ne strinjajo, da berejo samo, če morejo, medtem ko se učenci zlasti višjih razredov osnovne šole s to trditvijo deloma strinjajo. Tudi na tem področju je opazen upad deleža učencev motiviranosti za branje prek posameznih vzgojno-izobraževalnih obdobij. Do največjih razlik pri strinjanju med vseh učenk in učencev v raziskavi pa prihaja pri trditvah berem samo, če moram, in uživam ob branju. Statistično značilnih razlik med spoloma pa ni zaznati samo pri trditvi težave imam pri branju besedil z manj znanimi besedami, na vseh ostalih so pa statistično pomembne razlike. Mnenja učencev o branju v osnovni šoli. Učenci se v povprečju strinjajo, da se z branjem veliko naučijo in da je branje zanje lahko ter da vztrajajo pri branju. Okoli 70% učencev se strinja in popolnoma strinja, da se z branjem veliko naučijo ter da je branje za njih lahko. Okoli 60% učencev tudi sporoča, da pri branju vztrajajo. Ne strinjajo se s trditvami, da jim branje ne gre in da je to početje dolgočasno. Dijaki v povprečju se ne strinjajo s trditvijo, da jim branje ne gre, in zase ocenjujejo, da je branje lahko. Menijo, da se lahko z branjem veliko naučijo in se deloma strinjajo s trditvijo, da učitelji zanje pravijo, da dobro berejo. Le deloma se strinjajo, da pri branju vztrajajo, in povprečne ocene preko letnikov so sicer precej podobne. Branje besedil izven šole, še pogled v ta segment. Če pogledamo razlike po spolu, so v osnovni šoli razlike med deklicami in dečki pri branju književnih besedil.
stripov, enciklopedij, navodil in priročnikov ter revij. Količina branja izven šole se pa po vertikali zmanjšuje. Na področju sodelovanja med poukom so ocene učiteljev in učencev v povprečju le nekoliko razhajajo. Do največje razlike med samoocenami učencev in učiteljev prihaja na postavki Učenci sodelujejo v razpravi, pri kateri učenci poročajo, da v razpravi sodelujejo redkeje, kot to zaznavajo učitelji. Da pogosto in zelo pogosto pri pouku razvijajo omenjeno postavko, poroča dobro polovica učencev. Sodelovanje v srednji šoli. Na področju sodelovanja dijakov med poukom prihaja do večjega razkoraka v povprečnih ocenah učiteljev in dijakov. Največje razhajanje je opazno pri postavki Dijaki sodelujejo v razpravi, za katere dijaki ocenjujejo, da to počnejo le občasno, medtem ko učitelji mislijo, da pravijo, da to počnejo večkrat, in pa dijaki se učijo v parih in v manjših skupinah. Potem smo še merili kazalnike bralne pismenosti. Tukaj bi posebej izpostavila, da učenci sporočajo v osnovni šoli, da z učitelji ne spoznavajo sproti manj znane besede in besedne zveze, medtem ko učitelji sporočajo, da to počnejo pogosteje. In pa učenci vedo, kaj pri pouku pričakujemo od njih, in pa učencem dovolili, da delajo napake. To sem pa posebej izpostavila, kar me je spodbudilo včerajšnje predavanje, ker namreč učenci, to je pa, če se sedaj vrnem na začetek tistega, kar sem povedala, če učitelj zmore in zna opredeliti, kaj je namen določene dejavnosti, potem bodo tudi učencem zmogli povedati, kaj od njih pričakujejo, in bodo jasno postavili kriterije, kdaj so učenci to res dosegli. In pa učencem dovolim, da delajo napake. Kot vidite, je tukaj eno izmed področij, o kateri bi bilo vredno še kaj več spregovoriti, morda ob kakšni drugi priliki. Kar se pa tiče kazalnikov bralne pismenosti v srednji šoli, razlike so bile predvsem, da dijaki poiščejo podatke v besedilu in pa dijaki sproti spoznavajo manj znane besede, kjer v bistvu učitelji sporočajo, da to počnejo sproti. Posebej sem pa to izpostavila tudi zato, ker sem prej omenila besedišče kot tisti gradnik, ki mu dajemo v projektu veliko pozornosti, in dejansko ta raziskava nam je namreč pokazala tudi to, da bo treba na tem področju še delati, kar se tiče ozaveščanja, kaj dejansko pomeni spoznavati manj znane besede in besedne zveze. Tukaj bi morda še izpostavila naslednje, da enako kot v osnovni šoli se dijaki sporočajo, da ne vedo, kaj učitelji od njih pričakujejo, sporočajo tudi to, da dejavnosti v pouku za njih niso, so morda se jim zdijo manj zanimive, kot to sporočajo učitelji, da dijake spodbujajo pri postavljanju vprašanj in pa da dijakom dovolijo, da delajo napake ter povedo, kako napredujejo pri svojem učenju oziroma branju. Pri tej zadnji postavki je tudi največja razlika v odgovorih med dijaki in učitelji. Potem je še ena stvar, ki bi jo želela izpostaviti, in sicer pred zaključnim povzetkom bi želela predstaviti še mnenje ravnateljev in učiteljev, ki sodelujejo v projektu, ki so ravno tako nizko ocenili, da učenci in dijaki uživajo v branju, ter da učenci in dijaki radi berejo stvari, ki jih silijo k razmišljanju. In še ena prosojnica, ki je namenjena šolski knjižnici, in sicer pogostost obiska šolske knjižnice. Kot lahko vidite, je velika razlika med obiskom knjižnice v osnovni in srednji šoli. In pa predvsem je pa zanimiv razlog, zakaj učenci in učenke in dijaki in dijakinje vstopajo v knjižnico in si tam sposojajo gradivo. Zdaj, ugotovitve,
ki jih lahko povzamemo iz tega, kar sem povedala, so naslednje. Ugotovitve o branju ne potrjujejo splošnega prepričanja, da se malo bere, kar nam sporočajo tako učenci kot tudi dijaki v srednji šoli. Dobra ugotovitev je, da se v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju vsi podatki o branju v primerjavi z drugim in tretjim vijo med najvišjimi. Je pa tukaj treba povedati tole, da je v obdobju pismenjevanja v ospredju in da se uči vsak razred uči le en učitelj in da vsi učitelji razrednega pouka so tudi učitelji slovenščine, kar pomeni, da je v bistvu to tudi neke vrste pričakovan rezultat. Slabša je ugotovitev, da se vrednosti po skoraj vseh odgovorih do tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja znižujejo. In slabši so tudi podatki pri odgovorih, ki vključujejo odzive na branje. Torej, verjetno se bo treba začeti spraševati, kaj, zakaj in kako po branju počnemo in kaj je namen branja, cilj branja in kakšen je učinek dejavnosti. Iz odgovorov ravnateljev je razbrati, da vsaj na deklarativni ravni branje jemljejo kot pomembno. Izzivi, ki nas čakajo v osnovni šoli, so pa naslednji. Glede na to, da je velik delež učencev vseh treh vzgojno-izobraževalnih obdobjih in učiteljev navajalo pogostost izvajanja dejavnosti med poukom, bo treba v bistvu premišljati, kako približati ocene učencev in učiteljev. In sicer učencem med poukom ponudim pomoč, ko jo potrebujejo, in učenci me poslušajo, ko pri pouku razlagam. In razlikujejo se tudi trditve učencev in učiteljev o dejavnosti pri pouku za razvijanje bralne pismenosti. In pa še nekaj, majhen delež učencev vseh treh vijev in učiteljev navaja pogostost izvajanja dejavnosti med poukom, in sicer učenci berejo navodila in priročnike o tem, kako stvari delujejo, in pa učenci berejo opise in razlage o stvareh, ljudeh in dogodkih. Velik delež učiteljev pa poroča o lastnem branju in odnosu do branja. Ugotovitve za srednje šole nam kažejo tako, da so nekoliko nižje kot v osnovni šoli. Nadaljuje se v bistvu trend iz tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja. Med odgovori dijakov in od prvega do četrtega letnika ni večjih razlik, se pa pri veliko področjih od prvega do četrtega letnika vrednosti zvišujejo. Ravno obratno kot v osnovni šoli. Torej berem književna besedila in pa dijaki razmišljajo o razlogih, ki so v ozadju nekega problema. Razlikujejo se tudi mnenja dijakov in učiteljev o dejavnostih. Pri dijakih so nekoliko višji deleži pri postavkah, radi se pogovarjajo in uživajo v branju in radi berejo stvari, ki jih silijo k razmišljanju. In pa tako kot v osnovni se tudi v srednji šoli velik delež učiteljev poroča o lastnem branju in odnosu do branja ter ravnatelji v podpori branja in članov projektnega tima na šoli. Izzivi, ki nas čakajo za srednjo šolo, so pa predvsem bodo usmerjeni v to smer, da velik delež učiteljev in dijakov poroča pri postavkah, da dijakom med poukom ponudijo pomoč, ko jo potrebujejo, in dijaki me poslušajo, ko pri pouku razlagam. To je bila namreč najvišje ocenjena tudi dejavnost. In podobno kot v osnovni šoli se razlikujejo trditve dijakov in učiteljev o dejavnostih pri pouku. Skratka, kar se tiče zanimivosti, kar se tiče delanja napak, iskanja podatkov v besedilu in pa napredovanja pri svojem učenju. Zdaj, vsi vrtci in šole so dobili individualne podatke in primerjave s celotnimi podatki in so v bistvu načrtovali nadaljnje aktivnosti v projektu. Pri tem so se tudi urili v branju podatkov in načrtovanju aktivnosti, ki bodo prispevali k dvigu ravni bralne pismenosti. To je en plakat, ki je nastal na enem projektnem timu, kjer so v bistvu se predvsem izpraševali, kaj vidijo iz danih podatkov, kaj lahko predpostavljajo o učencih in njihovem branju, kako zajem podatkov lahko vpliva na poučevanje in učenje, kakšne bodo njihovi ukrepi in o čem vas spodbuja ta pogovor. In na koncu so še načrtovali v bistvu koliko, kaj in kaj bojo vpeljali v njihove individualne operativne načrte. In sedaj še
ob koncu, če bi poskusila oblikovati oblak besed, torej katere besede so se najpogosteje krat v moji predstavitvi pojavile. Verjetno je bila to vertikala izobraževanja, ker namreč ves čas v projektu razvijamo aktivnosti, ki tečejo po vertikali izobraževanja, motiviranost za učenje v šoli in pa branje, dejavnosti, ki potekajo v podporo dvigu ravni bralne pismenosti in predvsem uvajanju gradnikov, da so pri tem vključeni vsi predmeti in področja, da so gradniki tisti, ki so osnova našega delovanja, da smo dobili v rezultatih tudi velike razlike in pa da nas v bodoče čakajo res še nekateri izzivi. Svojo predstavitev bi počasi zaključila z akronimom projekta, kjer v bistvu smo oblikovali akronim iz teh besed. Poskusimo ozaveščati pomen vseh, ozaveščati strokovne delavce o tem, da so vsi odgovorni za dvig ravni bralne pismenosti, da je branje kompleksna aktivnost, ki zahteva vrsto veščin in zmožnosti, ki ima za cilj razumevanje prebranega in pa odziv na prebrano. Jezik kot slovenščina, ki je učni jezik in sredstvo sporazumevanja in sredstvo spoznavanja, sredstvo sporazumevanja, s čimer v bistvu uravnavamo medsebojne odnose, in sredstvo spoznavanja, s čimer usmerjamo spoznavni proces, da je ekot evalvacija, kjer merimo splošne kompetence in dvig ravni bralne pismenosti, in da so v ozadju rezultati projektov, ki bodo vidni v različnih modelih, kot model didaktičnih pristopov, model umeščanja slovenščine in pa modeli posodobljene vloge šolske knjižnice. Svojo predstavitev bi pa zaključila z zapisom, ki ga je oblikovala vodja projektnega tima, ki z nami sodeluje. Vmes morda sem premalo omenila, da veliko delamo na participativnem vodenju in pa veliko delamo tudi o tem, da se vzgojitelji in učitelji, ki sodelujejo z nami, ves čas sprašujejo, kaj bo njihova dodana vrednost k našemu projektu.